nisem kaj poslušala veliko podcastov prej, ker sem rabila mir, ne, in sem ponovadi bila kar v tišini, zdaj sem si pa šla pogledat Karlja, pa šel na zdravnico in sem videla, da je to neke vrste spovednica, kar je zelo fajn. Če si uspel ustvariti en tak prostor varen, da ljudje povejo tudi tisto, ko mogoče ne bi želeli povedati, sem rekla, wow, super, fajn. Upam, da želijo povedati stvari, ki jih povejo, ampak mislim, da je redko kdaj v življenju priložnost, da te nekdo posluša 2 uri in nimaš ihte, da si zabaven ali pa da se mora nekaj dogajati posebnega, ampak je samo pogovor. Da lahko sem poveš, a ne? Ja. Kaj delaš, kdo si? Ja. Kaj te navdihne, a ne? Okay. Tišino ste rabili. Veliko tišine rabim. Vedno več. Pa vedno več enega občutka miru med najbolj preprostimi ljudmi. V začetku, ko sem postala predsednica Slovenskega društva Hospic, je za mene bil to kar velik izziv. Medijska izpostavljenost, sploh v tistih težkih časih, ko smo se borili za hišo Hospica, ki je bila finančno neumeščena v sistemsko financiranje in ni bilo lahko. In ta izpostavljenost, in se spomnim ene novinarke, je prišla in me je vprašala in je rekla, se ne vem, a ste vi tako naivni ali tako neumni, da ste prevzeli to vlogo. Jaz sem rekla, takrat jaz verjamem v ljudi. In sem se pol večkrat vprašala, zdaj sem že 12 let tu, še vedno. In to mi je verjetno pomagalo, da smo preživeli. Takrat smo bili v rdečih številkah, ker naenkrat sem padla notri v ene take politične obračune, notranji nemir je bil velik, zaupanje je padlo in takrat sem pravzaprav videla, da me je celo moje življenje pripravljalo na to poslanstvo. Ja. Zelo mi je blizu to, kar ste rekli, da v bistvu 2 stvari, kakšne sile obstajajo, ko greš onkraj običajnega delovanja. Lahko človeka presenetijo, a ne? Kakšne igre se lahko igrajo, ne? Ja, vidiš, da tisto, kar se ti je mogoče zdelo ali pa si slišal od staršev, kot otrok, pa kasneje mogoče od ljudi, ki so pa imeli malo izkušenj s politiko, da je vsej delno res, ampak ko vidiš, kakšno je zaodrje, kaj vse se dogaja, je pa kar en izziv velik. Dobro, da sem imela dobre sodelavce, da smo se intervizirali včasih cele noči, da smo to preživeli. Ni bilo lahko. In ves čas je bila na veliki preizkušnji, ali zaupati sebi. Dostikrat sem se vprašala, Renata, si ali nisi, a ne? A si ti ali nisi, a ne? In hvala Bogu, vedno sem pa imela to, kar eni pravijo, srebrna nit. Vedno sem imela to povezavo s seboj, tudi takrat, ko je bilo najtežje v življenju. In se spomnim že kot otrok, kot majhna punčka, sem se spraševala, kdo sem, zakaj sem, kakšen je smisel mojega življenja. In spomnim se, ko so te dolge počitnice, včasih nismo hodili toliko na morje, ne, smo se igrali doma, in sem včasih sedela pred hišo in sem tako gledala v nebo in se mi je zdelo, da imam čisto vse pred seboj. Vse možnosti na tem svetu in še več, taka ena presežna svoboda, pravzaprav, če lahko svoboda presežna, nekaj tako čudovitega. In to mislim, da sem obdržala, kljub temu, da sem zelo naivno hodila skozi svet, seveda s takim pogledom, a ne, da je vse možno, ampak tudi plačala v vseh pogledih, močno, a ne, ni bila lahka pot, tudi ne direktna, ampak itak vemo, da je prav tako, kot je bilo in
to tudi pri meni drži, sem zelo pomirjena s svojim življenjem. Dobro mi je tako, ampak najbolj sem hvaležna za to, da nisem izgubila sebe. Se pravi, izgubila ta stik s tem, kar mi je bilo dano videti kot otroku. Veliko mi jih reče, da sem včasih otročja, celo moji otroci, ali pa naivna, ali pa nepoboljšljiva, ampak dejansko sem iz najtežjih časov pravzaprav uspela z izjemno ekipo sodelavcev. Če bi imeli tako vlado, bi bili zelo lepo bi bilo. Postali bi sigurno hitreje bolj sočutna družba, o kateri danes govorimo in sanjamo, pa smo zelo daleč od tega, ker se mi zdi, da bolj ko govorimo, bolj se oddaljujemo. In ta srebrna nit, to je nekaj krasnega in to, potem ko sem gledala nazaj in ugotovila, da je vse to pravzaprav mene pripravljalo na to funkcijo. Že to, da sem pri 15 letih, ko sem bila že vpisana na gimnazijo, si na rolki zlomila nogo, takrat še nobeden od zdravnikov ni vedel, kaj je rolka. Meni jo je ata naredil iz kotalk in desko gor prišraufal in smo tekmovali in držali smo se za mopede. In je moje kolo padlo v jašek in mi je obrnilo nogo in tako sem končala na travmatološkem ženskem oddelku za odrasle, ne vem, zakaj so me dali tja, staro 15 let. In tam, če si predstavljaš, včasih so še kadili v sobah, zdravniki, pacientke, tudi tiste, ki so bile nepokretne, so se pokrile z rjuho čez glavo in puhale, ker so bile vse na štajmanih, na teh opornicah. No, in spomnim se, da sem bila v sobi s 6 ženskami in spomnim se, da je zraven mene bila gospa, za katero je glavna sestra sama skrbela za njeno nego. Pa to je zdaj skoraj da 50 let, skoraj pol stoletja, takrat stroka zdravstvene nege ni bila tle, kjer je zdaj. Ampak ta gospa je bila vedno res lepo urejena, obiskoval jo je sin, pa potem tudi njegova družina. In ta gospa je zvečer umrla. Ampak tu se spomnim tega, kako se je poslovila v krogu svojih. Zjutraj so pa ugotovili, da je umrla še ena gospa, ki je ležala nasproti mene. Spomnim se, kako je izgledala, imela take dolge, razmršene lase, pegasta je bila, nič kaj prijazna, nič kaj ni govorila, ampak spomnim se tudi tega, da je bila vedno sama, ni imela nikogar, nihče ni prišel k njeno obisk in je umrla, niso točno vedeli, kdaj. Zjutraj so ugotovili, da je enkrat po noči umrla in še danes, se pravi po pol stoletja, vem, kako se je pisala in kako je bilo ime. No, in takrat sem se odločila, da je pa moje poslanstvo drugačno in sem šla na zdravstveno šolo, kar je bil samomor v tistih časih, ko so nas še učili, da je medicinska sestra gospodinja na oddelku. In to je bilo za mene svobodno dušo, tako da bi me dal v kletko in sem strašno trpela. Danes si težko predstavljamo, da smo imeli takrat omejitve, kot so na primer, nisi smel imeti dolgih las, če si imel, si mogel imeti spete, nisi smel uporabljati make-upa, laka za nohte, nogavice smo lahko imeli samo sive ali rjave kožne barve, pa takrat so se začele te moderne, črne, mrežaste. Niti slučajno. Celo v slaščičarno nismo smeli določeno, recimo Zvezda v Celju. Ob določeni uri je bilo treba biti doma, so nas nadzorovali, kontrolirali, je veljalo za neprimerno vedenje to. In jaz sem trpela, jaz pa svoboden človek, raziskovalec, je bilo hudo. Tako da, zanimivo obdobje mojega življenja. Vsekakor. No, ampak kasneje, potem je bilo težko zato, ker je bila pot tudi do študija je bila zaprta.
medicinske sestre, ki so končale srednjo zdravstveno šolo, niso mogle kar tako naprej. Potem se je začela ta organizacija dela v Kranju kot ena taka premostitev. In šele kasneje, ko so se začele tudi te privat šole odpirati, ko se je pokazal biznis z izobraževanjem, takrat mi je potem uspelo iti na visoko zdravstveno, ampak sem to vzela zgolj kot neko odskočno desko za tisto, kar sem bolj želela, se pravi, mene so zanimale druge stvari in sem se potem že v teh začetnih generacijah upisala na to relacijsko družinsko terapijo na Teološki fakulteti in nekako prišla do, ne bom rekla do svojega cilja, ampak približala sem se temu, kjer se mi je zdelo, da lahko dam največ ljudem. In se mi zdi, da sem zdaj tle slišala, ko sem poslušala podcast, ki je psihiatrinja, zdravnica, taka krasna gostja, rekla, da je po njenem največji karierni dosežek, da lahko izbiraš svoje sodelavce in delaš tisto, kar rad delaš. In sem rekla, to je to. Jaz imam res presežno čudovite sodelavce, tudi naše prostovoljce in delo, ki ga občudujem. Sploh ni besed pravzaprav za to. To, kar ste rekli, da vse vas je pripravljalo na to točko, lahko to malo razdelava, ker to sem večkrat v življenju slišal od ljudi. Sam sem podobnega mnenja prav zaradi obdobja, v katerem sem, nekako lažje povežem točke za nazaj, kako so bile potrebne, da sem tukaj, kjer sem, in če si tukaj, kjer si zadovoljen, je to vse zelo pade tako na smiselno se sestavi v glavi vse. In potem razmišljam, to je verjetno pogled, ki ga ima človek kasneje, ne vemo, kakšne potenciale smo obšli, ne vemo, kakšne življenjske poti nas niso srečale, imamo eno, tisto, kar imamo, in se mi zdi, da če človek tako vidi svoje življenje, da je lahko zelo srečen ali pa da je to dar, ta miselni proces. In tak, pa dobra priprava tudi na smrt, čeprav je mogoče zdaj preuranjeno o tem govoriti, ampak vse je proces, vsi hodimo po neki poti in bolj kot je življenje izpolnjeno, lažje se potem tudi poslovimo in bolj pomirjeno, kar se mi zdi zelo pomembno z vidika tega, da potujemo, ne samo skozi to življenje, verjetno tudi naprej. Da se nekako na tej poti najdeš. Jaz, ko sem prišla v hospic, sem dejansko potrebovala vse svoje spretnosti, celo tiste, ko bi rekel človek, ko mogoče ne spadajo v neko samo strokovnost, res to intuicijo dati na polno, se povezati z njo. Včasih, ko sem delala še v bolnici, so ljudje prihajali k meni in so želeli, da jim gledam v ZOS. Odkale? Ja, in ne vem, tu bi lahko po mojem naredila zelo veliko kariero. Sem imela zelo. Tudi potem ene take odzive, zelo konkretne stvari, recimo sem videla zelo konkretne. Kako pa ste to videli? Niti nisem vedela, kako se to dela, ker me nikoli nobeden ni to naučil. Ampak enkrat je prišla ena moja sodelavka, ki je imela zelo težko življenje do mene in je rekla, ti bi siguren znala mi pogledati. Pa sem rekla, dejva, in sem kar steklo, jaz sploh ne znam povedati. Recimo skodelca je oziroma ta kavna usedlina je pravzaprav samo en medij, ki ti pomaga, potem pa steče, kot da bi se priklopil na nekaj. In zanimivo je, sem potem te stvari tudi pozabila. Jaz sem to povedala, zaključila in je bilo to. In potem so prišli in rekli, Renata, to je bilo pa to. Recimo tu take stvari, kot so kakšne prometne nesreče, in sem pri eni sodelavki videla še eno, sicer ne zelo
s tragičnim koncem, ampak kljub vsemu ni fajn, a ne? Je pa rekla, saj sem jo že imela, ne? Pa tudi za tisto sem povedala. In potem je imela res še eno in potem sem rekla, ok, zdaj pa moram s tem zaključiti, nisem vedela, kaj naj s tem naredim, a ne? A to res ljudje morajo vedeti. Dobre in slabe stvari se jih življenje pelje, je treba zaupati v življenju in nisem videla več smisla v teh stvareh. V bistvu so pa ljudje potrebovali neko zagotovilo, da jim bo v življenju dobro, da so varni in sem potem to bolj kot terapeut lahko nekako začela delati v nekem drugem bolj, tako bom rekla, varnem okolju za oba, a ne. Drugače sem pa imela tudi zelo močno intuicijo, recimo pri nas v Savinjski dolini se je pred leti, ne vem, če se spomniš, zgodila ena taka huda prometna nesreča, ker se je vlak, ki je vozil otroke iz šole, zaletel v avtobus otrok, ki so šli na izlet. Bil je slabo varovan železniški prehod in se je celo zgodilo, da recimo je bil bratec na vlaku, pa sestrica na avtobusu. Hudo je bilo, takrat so 4 otroci umrli, ampak se spomnim tisto jutro, sva se kolegico peljali v službo, takrat sem še delala v bolnici v Celju. In jaz sem imela pač potrebo, da kadar sem imela kakšne zelo posebne sanje, sem mogla povedati, to je bilo mogoče enkrat na leto, ne? Da se ne bo to zdaj slišalo, kot da je bilo to vsak teden, ampak mogoče parkrat v življenju sem pa imela to potrebo, da potem povem, kaj sem sanjala. Ja. In takrat se spomnim, da sem sanjala v enem prav živelj, je bila beseda, ki mi je v sanjah prišla na misel in mogoče abstraktno, kot ena taka, recimo en velik bonbon, a ne, s katerega vsi jejo, kot neka želatina. Vsi se hranijo iz tega in tam so bili otroci, lahko bi rekla ena skupnost, a ne. In potem so kar naenkrat 4 otroci na tricikelčkih, ki so imeli kolesa, kot so ta kolesa od vlaka, kolesarili kar po zraku in so se vzpenjali. In za ta živelj sem imela celo ime, tega se pa ne spomnim več, ampak sem ga zjutraj povedala. In ker sem delala v bolnici, so potem te otroke vse iz te prometne nesreče pripeljali popoldan v bolnišnico, en razred, 4 otroci mrtvi, ampak nič si nisem mogla s tem pomagati, ne. Ja. To je lahko veliko breme, ne. In sem rekla, mogoče to intuicijo uporabim za nekaj drugega in mislim, da sem samo z intuicijo speljala ali pa pomagala društvu, da si ne štejem prevelikih zaslug, ampak z intuicijo iz rdečih številk in da smo danes le, kjer smo, ne. Da imamo 12 odborov po Sloveniji, 30 zaposlenih, 300 prostovoljcev, dobro usposobljenih, a ne, izobraženih za delo z žalujočimi, da si dovolimo biti drzni, nagovarjati tudi tisto populacijo, ki jo težje dosežemo, to je, se pravi, to srednjo generacijo, mogoče najbolj potrošniško, ki še ne razmišlja o smrti, hkrati je pa velika stiska, ko se ti zgodi to staršem, ali pa recimo, Bog ne daj, da ti umre otrok v kaki prometni nesreči. Skratka, iščemo načine in dovolimo si biti drzni in to mi je super, to lahko delaš, če imaš čudovito ekipo. Ja, midva sva oba odrasla v zahodni družbi, kjer je to zelo, nisem vedel, da boste šli v to smer, ampak materialistična paradigma ali pa pogled je zelo močen, ne? Tudi pri meni osebno. In potem, ko sem se z nekimi azijskimi filozofijami srečal v sredini svojih 20, sem videl, da je to čisto en drug pogled na svet, predvsem iz tega vidika delovanja človeka in koliko kontrole imamo mi v življenju, ne. Se mi zdi, da zahodna miselnost precej teže daje na akt, se pravi, jaz imam neko težavo v življenju in jaz moram energijo in fokus nameniti temu
in skoraj vsako stvar lahko rešim, ne. In se mi zdi, da pride do težave pa bolečine, ko se sooči tak človek z stvarmi, ki jih ne moreš rešiti, ne. Čeprav zdaj poskušamo tudi smrt rešiti, ne, na zahodu. Ja. Želimo biti nesmrtni, ne. Obvladovati vse, ne, želimo. Ja, ampak ne vem, če poznate te sile, ki so predvsem v Ameriki močne, ne, bomo z znanostjo bomo premagali smrt, ne. Mi bomo v bistvu nesmrtni, ne. In to je v bistvu v vseh zgodbah zgodovine, je ta strah pred smrtjo prisoten in želja po nesmrtnosti na nek način, ne. Lahko tudi samo v kipu živim naprej, ne, ker sem neko tako stvar naredil. Točno to. Ja, če se vrnem na te azijske filozofije, tega opazovanja mogoče, spuščanja, prepuščanja, biti skladen z naravo, na nek način tudi zginiti v določenih aspektih, postati neki onkraj mojega telesa ali pa mojih misli, ne. In to mi je bilo tudi zelo zanimivo, ne. In potem, ko se človek mogoče sooči s silami, ki ste jih prej omenjali, koliko zdaj jaz sile nazaj, koliko se borim s tem, ne. Koliko prepuščam, kje se borim, kako porabljam svojo življenjsko energijo, ne. To so meni zelo taka zanimiva pa pomembna vprašanja, no. Ampak smrt, ne. Smrt, se mi zdi, da ti in jaz se bomo mogla z njo soočati, pa če bomo imela srečo, se ji prepustiti, ne. Je tak. Jaz razmišljam, recimo, če zdaj umrem, ne, kaj puščam za seboj. Recimo zelo razmetano stanovanje. To je nekaj, kar bi bilo dobro, da še uredim, pa kakšne papirje, ne, da našim olajšam malo te stvari. Jaz temu rečem ustvarjalni kaos, ne. Ampak drugače pa mislim, čeprav, tako kar je rekla Manca, nikoli ne veš, ne, do konca ne veš, kako bo. Jaz lahko zdaj rečem, da sem zelo pomirjena, pa me bo mogoče panika zagrabila. Upam, da ne. Zdi se, da ne, ampak ne vem. Če gledam tako iz te perspektive, da bi me zdaj vprašal, okej, če umreš, ja, mi ni tako zelo stresna misel na to. Ni. Sem imela zelo lepo življenje. Mislim, lepo, kaotično je tak, ampak polno. Divje, zanimivo, fajno, zelo. Se ti zdi, da je sposobnost imeti tazga pogleda zelo povezana z koliko obžalovanj ima človek? Ja, z enimi izkušnjami tudi v življenju, pa potem kako sprejemaš to, ne, kakšne so tvoje pričakovanja. Ponavadi, ja, bolj ko smo vpeti v neka pravila, ujeti v nek sistem, težje je, a ne, to se je v času covida pokazalo, ko so ljudje slepo sledili, pa v bistvu bi že tisti, ki so vodili, mogo imeti napisano na majicah, ne hodi za mano, ne, tudi jaz sem se izgubil, ker ni nihče vedel, kam gremo, ne, kako se s tem soočati in kaj se je dogajalo. Takrat je bilo treba pač samo eno zdravo pamet, a ne, vklopiti in to pa se mi zdi, da jo imam, no, se pravi, nikoli se nisem kaj dosti pokoravala sistemu, ne maram ga, je pa nujen, zato da, mislim, v družbi, v kateri živimo, je pač to nek red, Red, ja. Če ne je kaos. Da nimamo, ja, še večjega kaosa, ampak sama pa moram reči, da si kar dovolim kršiti ene zadeve, ker me to dela živo, pa nekako svobodno. No, mislim, meni je zelo čudno sredi Ljubljane, ko se semafor prazni, pa v bistvu pelješ pri rdeči, ker si na sredini toliko časa čakal, a ne, medtem ko sredi noči na prepraznem semaforju nikjer nobenega stojiš pri rdeči luči. No, to je ena taka stvar zdrave pameti, se mi zdi, ne. Sej, to je zelo zanimivo. Jaz sem tudi tak, da ne maram avtoritet pa pravil brez razmisleka, Ja, samostojnega. Sem tukaj v bistvu je zelo kompleksno, ker res je. Ja. eni ljudje kršijo pravila, pa ne prevzamejo odgovornosti, ne.
Zdaj, kršiti pravila pa prevzemati odgovornost, ne? Ja. To je nujno skupaj združiti. Ne? Absolutno, Ja. absolutno, seveda. Ja. Ja, Pa tudi vsi ni dobro, da je velik del populacije na tej strani, da krši pravila. In mogoče, če ste vi taki, da ne marate avtoritete, ne bi bilo dobro, da so vsi taki. Ja, absolutno. Ko nek balans v družbi mora biti, da so preboji, da so mogoče razmišljanja, ne pa spet vsak po svoje. Pa. Se mi zdi tako nekako, da so ljudje zelo disciplinirani. Pravzaprav me kar malo preseneča to. Ampak je pa zelo veliko neke neregulirane agresije v ljudeh, to se pa potem pokaže, ko začnejo trobiti, ko so prazniki, ko vsi hrepenimo po tem, kar vidimo po televiziji ali pa sanjamo, po miru, po toplini, po ljubezni, ampak je treba še vse to nakupiti, kar rabiš, da si srečen, in potem končaš v tisti gužvi in se zdiš na vse tiste, ki kupujejo ravno zdaj, in ja, tam pa pride potem vsa ta groza sodobnega sveta, se mi zdi, ven, v iskanju sreče, v tej, reka prav histerični potrebi biti srečen, pa niti ne vemo dobro, kaj to pomeni, še manj kako to doseči, se izgubljamo, zelo se izgubljamo. Dosti je, če greš na mesto trgovino, ko sosedi, kaj sama, pa spiješ z njo kavo, čist drugačni prazniki so v resnici, to je zdaj sicer tako pocukrano slišati, ampak v resnici to deluje. Zdaj smo začeli v Savinjski z eno skupino, ki jo jaz vodim, za žalujoče vdove, in to so težke stvari, sploh kadar se zgodijo neke nenadne nesreče in kadar sta imela partnerja lep zakon, 40 let skupnega življenja. Ampak ja, tudi te gospe same prihajajo do tega, da jim je lažje, če grejo k nekom, ki je invaliden, ki je sam, da se potem bolje počutijo. To je zelo zanimivo, kar ste rekli. Mogoče moja generacija ali pa moj krog, ko smo mlajši, se mi zdi, da dostikrat žrtvujemo srečo, ta pravo, zato da bomo dobili nekaj, kar nas bo pripeljalo do sreče. Zdaj, čist primer je lahko nek uspeh pa denar, To verjamemo, da nas bo pripeljalo do sreče, in zato smo pripravljeni srečo žrtvovati za uspeh pa denar. Mogoče sem vas hotel vprašati, čistko tisočletja staro vprašanje, kaj so neke sestavine zadovoljnega življenja, pa srečnega življenja, pa sreče, pa izpopolnjenosti, pa miru, ker mislim, da imaš zanimivo perspektivo, ker se družiš z nami, ki sicer vsi umiramo, ampak ni to toliko v ospredju, in soočaš se s temi, ki so čist pri koncu tega, čemu rečemo življenje. In mogoče imaš zanimivo perspektivo okoli tega, katere stvari bi bilo dobro na vrh postaviti hierarhije vrednot. A si pripravljen na eno kratko igro? Ja, seveda. Mogoče bi bil to najboljši odgovor. Jaz sem si pripravila, če ne slučajno, da sem pripelje, najin pogovor. Prej si rekel, nisem vedel, da bo šla v to smer, se tudi ne, pojma nisem imela, kaj bo, Ponovadi tako življenje. Klemen, tukaj napiši na vsak listek, to je tvoje, veš, to jaz niti ne bom potem tega gledala. Napiši na vsak listek eno osebo, ki ti je draga. V redu? Na vsak listek eno, ja. Tako je običajno, čeprav nekateri tudi kršijo, pa napišejo na kak listek več. Samo vse ima svoje posledice. Zato. Zdaj pa primi te listke tako, kot da bi igral karte z imeni proti sebi.
Zdaj, če bi bila to navadna delavnica, ki bi jo jaz vodila in bi bilo tam približno nekih 15 ljudi, bi hodila v krogu in ljudje bi te listke tako držali. Okay. Midva sva zdaj sama, bo mogoče malo drugače, sam če mi daš malo bližje, ampak tako, drži proti sebi. Okay. In zdaj sem probaj čutiti, kaj se ti dogaja ob tem. Jaz sem kar najbrž boš zelo kmalu ugotovil smrt v tem primeru. Zdaj primem listek, ti bodi samo pozoren na to, kaj čutiš v tem. Ja, nekaj je odšlo. Okay. Še malo, to še kar traja, veš. Nisi še varen. Ker smrt je včasih kruta, veš, pa naredile to, pa to. Včasih ti pa usoda da tudi kaj nazaj, recimo. Okay. Pa ti da mogoče še kaj nazaj, lej. Ker sem jaz prijazna, ti dam še to nazaj, lej. Veš, kaj to pomeni, Zdaj še imaš priložnost, In ko pomisliš na vse te ljudi, ja, verjetno jim boš kaj lepega povedal, danes jih objel, bo malo drugače. Tudi zaradi te izkušnje. Zelo mi je bilo zanimivo, ko si nenadoma vzela nek listek. Tako zelo zanimiva vaja, ker si v stanju, ko nekaj imaš in ne pričakuješ. Prvo stvar si počasi vzela in sem nekako začel razmišljati o tem, vaja je o tem, kako lahko nekaj počasi izgubim. In je tudi pričakovano. Pa se malo pripraviš. Pa je ena stvar, ki te pa čist preseneti. Ja, ko tudi pride nenadoma, Ja, in to, ja. Je resnica, ki jo težko imamo vsak dan v In včasih je tudi smrt bolj prizanesljiva, Včasih rečejo ljudje, tako si me pogledala ali pa ste me pogledali, hladno. Vse to mora biti, če hočeš, da se ta vaja res doživi, Včasih je smrt bolj prizanesljiva, nežno vzame listek, gleda nežno v oči, včasih je pa zelo kruta, pa nenadoma iztrga in ljudi pusti res, sezuje jih, zgubijo orientacijo. To je hudi stres, Opisujejo ljudje vse sorte, recimo tudi to potrebo po uriniranju, da so ves čas mogli hoditi na stranišče, kako se telo odziva na take travme, Nismo pa najbolje opremljeni za te stvari, zato potrebujemo prostor in čas, da čim več o tem govorimo, da imamo prostor, kjer lahko o tem govorimo, pa tudi prostor, da lahko samo molčimo. Se spomnim ene gospe, ki je prišla k meni, ki je izgubila sina v prometni in seveda, tam si za njo in ponavadi vprašaš, kako je priti bilo, kako je priti sem. In se spomnim, je rekla, kako pa bo priti, In sem kar razmišljala, pa sem imela že kar kilometrino. Kaj reči? Kaj res reči? In itak moraš iti par korakov nazaj in povedati to, s čimer se ukvarjaš, se pravi točno to, kaj reči. Človek ne ve, kaj bi rekel. Ja, in potem je skomignila z ramo in sva nekaj časa v tišini sedeli, mogoče sva kak stavek dva spregovorili, ampak ona je naslednjič spet prišla. Prišla je po ta prostor, ki ga ni imela drugje, tako da včasih je dovolj, da si samo tam. Ker ljudje potrebujejo
prostor, ki je bliže njihovemu filmu. Zelo veliko ljudi reče, da imajo občutek, ko se zgodi nekaj tako težkega, kot je izguba, da so ostali v nekem drugem filmu. Da gre življenje mimo, njihovo se je pa upočasnilo, eno drugo dojemanje se zgodi realnosti. In takrat oni rabijo v svojem filmu nekoga. Ne? Da niso sami v tem. Tako, da prideš tja, ker je vse upočasnjeno, ker je vse zelo drugačno, in da prideš tja, je dobro to, kar si rekel v začetku, ta prehod, recimo, živim z ljudmi, ki živijo to življenje, mogoče ne ves čas usporedno z tem sprejemanjem dejstva smrti, ker so druge prioritete v enem določenem obdobju življenja, in pa tudi z ljudmi, ki odhajajo ali pa ki doživljajo izgube. Zato je tudi ta priložnost, da lahko prideš ali pa prehajaš iz enega prostora v drugega ali pa iz enega filma v drugega, kras navaja, zato, da se ti začnejo odpirati neki notranji kanali, da postaneš še bolj odprt za sporočila, bi rekla, ki prihajajo do tebe. In potem zanimivo, vsi ti prostori postanejo eno. To pa se mi zdi, da je tisto presežno, kar mogoče čutim nekaj zadnjih let. Ko je vse povezano in je vse tako, kot mora biti, čisto prav, z grozo, z lepimi, težkimi stvarmi. Vse. In to je, včasih vprašam, kaj si to pomeni, kaj še moram v življenju narediti, a je že to kar zdaj konec. Včasih sem imela idejo, da bom kaj napisala pred mnogimi leti, potem je pa to kar malo zastalo, pa se mi zdi, da ni dost pomembno, dost zanimivo, ker če bi želela kaj dati od sebe, bi to moralo imeti res neko močno sporočilo, zdaj pa toliko veliko že tega povedanega, tako da bom videla, če bo prišel še kak navdih, potem je to namen, sicer bo pa tudi čisto v redu, tako kot je. Sem se tudi ukvarjala s tem, ali je to potreba po spomeniku, ker tudi na ta način se ljudje skušajo v zgodovino svoj odtis pustiti, s svojim delom. Dostikrat je to strah pred to neko brezimnostjo, in da nišče ne bo vedel, da si bil, želimo svoj odtis pustiti. V bistvu ga puščamo v drugih ljudeh, s katerimi živimo in delimo svoje življenja. To je zelo zanimivo, ker če greva čez najino družino nazaj, verjetno kakšne 2 generacije greva, pa ne veva niti imena. Ne veva, kje je grob. Ja, res je. In to sta samo 2-3 generacije nazaj. Res je. In ko se človek ko začne razmišljati o tem, a me bojo pozabili, da bo ta zemlja obstajala, ljudje bojo živeli in noben, ki je živ, ne bo vedel, da sem sploh obstajal. Niti enega mojega dejanja ne bo noben poznal. In koliko je lahko to strašno za naš ego. Res je. To je pa res minljivost v smislu, da vesolje ne ve, da si obstajal. Ja. A je pol vse za manj, ego lahko dobi tako idejo, Ja. Ja, sem se tudi to včasih spraševala, zdaj se ne več, zdaj se mi zdi, da pač ljudje imamo v teh interakcijah svojo vlogo in se potem stvari zgodijo, tudi da bodo ljudje čez recimo 3 generacije živeli, tako kot bodo, imava midva zelo veliko vpliv. To je pa tudi res, čeprav se ne bodo zavedali, tako. Bo najno vpliv. Soustvarjalca, prihodnosti, absolutno. To je pa zelo zanimivo, ker je tak nek kolektivna evolucija, bolj v psihološkem smislu, ali pa lahko je tudi čist ustvarjalnem, če nekaj fizičnega ustvarva, lahko cesto zgradiva, pomagava zgraditi,
je res, ne, da se v bistvu neka stvar gradi kolektivno. Ne. Ja. In najni predniki so to naredili za naju, ne. Točno In jih zdaj to. ne poznava. Točno to. Ampak nosiva, ne, Ja, te zametke v sebi in delujeva dalje. ja. Ena stvar, ki je skupna vsem nam, ne, to sem razmišljal ob vseh tem prepirih, pa nestrinjanjih, nerazumevanju, ne. Da imamo eno skupno stvar, ne, in da bomo vsak, ki ga poznava, vsak človek, ki sva ga kadarkoli srečala, bo zgubil vse, kar mu je drago, ne. Točno to. Svoje življenje, verjetno predtem kakšne drage ljudi. In to nam je skupno, ne. Ja. In tudi to, da je celo naše življenje eno samo poslavljanje. Ne, že ko se rodiš, ne, zapustiš eno zelo varno okolje, to je stres, ne, za telo. Močne luči, tuji glasovi, hlad. Potem, ko zapustiš vrtec, pa potem osnovno šolo, pa prijatelje iz osnovne šole, pa včasih greš tudi iz domačega kraja že v srednjo šolo, spet drugo okolje. To so vse ena majhna slovesa, slovo od staršev, ki se poročiš, imaš otroke, potem slovo od svojih staršev, a ne, ki umrejo, potem kakšna diagnoza neozdravljive kronične bolezni, zahteva proces žalovanja. To so vse ene majhne smrti v našem življenju. Ni vsak rojstni dan je na nek način poslavljanje od te številke prejšnje. Ja. Nikoli več je ne Točno boš to. dobil nazaj. Ja. Zato jaz nisem ravno navdušena nad praznovanjem, recimo, tega se mi zdi, da ne vem zakaj, nisem še to zanalizirala, ampak zdi se mi, da je boljše nekako praznovati neke dogodke, ki so te na nek način, na poseben način nagovorili, recimo. Tako, ne vem, lahko bi bil rojsten dan danes, najin. Jaz se je, sem, Ne? ja, Pa nova priložnost. če samo dni števa je, ne. Enkrat je bil ta moj stavek, ta Bob leta, ne, v bistvu ni bil izbran, ampak bil je pa nominiran. In sicer To pomeni Bob to je, kot veš, izjava dobra? Tako, kot dobra izjava. In sicer, da če bi na življenje pogledali s postelje umirajočega bolnika, bi se zelo hitro prioritete v našem življenju spremenile. Kar je res, a ne? Midva tako trošiva dneve mal sem pa tja, ne. Kakšen dan je tak. Ja, ali pa si mal tako tesnoben, pa ne veš, a ne, zakaj si tesnoben. No, to je pa tisto, kar te potem umirajoči naučijo. Tega, kako res je dragocena vsaka minuta v našem življenju. Dragocena v smislu, kak je brez veze, da se obremenjujemo s čimerkoli. V resnici, a ne. In ljudje recimo ob smrti dostikrat obžalujejo, da niso bili bolj veseli, da niso bolj si dovolili biti oni sami. Takrat se mi zdi šele zares objamejo to svoje življenje, pa pomislijo na to, s čem so se rodili, ne. Z vsemi talenti, z vso svobodo in kako hitro jo potem zapravimo, ne. Tudi za razne sisteme in avtoritete in za resnice, a ne, ki so sprejemljive drugim. Recimo, kako hitro začneš zapuščati to, čemur verjameš, a ne, kot otrok. Padeš, sploh fantki, a ne, boli, pa reče mama ali pa ata, kaj boš joko, se ne boli, ne. In prideš v kuhinjo, vidiš mamo objokano, te je strah, a ne, kaj narobe, a sta se zatjem kregala, ne, vse je v redu in podobno, ne. In slišiš odrasle, ko govorijo eno in delajo drugo in nehaš verjeti sebi. Ne veš več, kaj je prav, kaj ni, ne, in tam se začnemo izgubljati. Tam to Karel zelo lepo pove, a ne, ko govori o šolskem sistemu, in tu se strinjam, jaz mislim, da so vsi otroci geniji.
vsak na enem področju, veliko je takih, ki so popolnoma neodkriti. Mislim, medtem ko ta naša merjenja so pa enodimenzionalna. So pa, s Karlijem sva, on pravi, da sva soseda, to se pri nas reče 10 minut narazen z avtom, ampak on je tudi v naši fari župnik, tako da je zelo fajn, ker je v bistvu vsaka naša maša je taka mini duhovna delavnica, kar je super. Se včasih sprašujem, kdo, a ne, zares dojame, kaj on govori, a ne. Ker je ta njegova izkušnja zelo močna, no, in zelo razumem to njegovo potrebo, ko se vrača v tišino. Od ljudi k sebi, kjer črpa, da lahko potem spet daje, a ne, ta krog. Včasih on je naš ambasador, tako kot je bila naša draga Manca, pokojna žal. In to pomeni, da je dostikrat gost na naših hospic kafejih. Mimogrede, Klemen, bi ti tudi prišel na kakšen naš hospic kafe kot gost? Z veseljem. Super. Hvala. Veseli. To je način, da ljudem, tudi širši javnosti, pokažemo, ker nas včasih gledajo drugače, sploh ljudi, a ne, ki so znani. Ko pokažeš neko svojo ranljivost, ko lahko spregovoriš o svojem življenju, tudi o svoji krhkosti, se približamo drugemu človeku. Zelo mi je všeč ta prispodoba, nekje sem videla narisano, recimo zdravnik bolnika, ne, ko zdravnik stoji pri postelji in ima stetoskop, včasih še masko in kapo, in potem, ko se to odloži in ko se približa od vznožja postelje, a ne, bolniku, mogoče ko sede na posteljo, in potem na koncu, ko sta v bistvu sedita eden nasproti drugega in sta gola. Takšen bi mogel biti v resnici odnos z vsakim človekom, s katerim se srečamo, in to je nad, a ne, temi družinskimi relacijami. To je tisto, kar nas povezuje kot ljudi v resnici, tisto presežno, a ne. Pozdravljam, Božje v tebi. In če bi tako pristopali v odnosu s seboj in do drugih, bi bili bolj pomirjeni, ker odkot ta tesnobnost, česa se bojimo? Včasih se mi zdi, da nam je to ostalo in ta generacija nazaj, ampak najpogosteje mi pride na misel ta srednji vek, ne, ko so nas kurili, če ne boš v redu, če se ne boš pokoril, boš pa kaznovana, ne, in to čistko, fizično ti bojo nekaj naredili. In mislim, da še zdaj nosimo ta strah v sebi. Če ne na zemlji, da boš kaznovan, boš pa pol kasneje kaznovan. Tak, to pa itak zloraba to. Zelo težke ideje. Itak, a ne, tudi recimo, ko govorimo o trpljenju, kaj je nažalost škoda, ne, ker je bilo s strani cerkve to trpljenje zlorabljeno v preteklosti, da ga danes ljudje razumejo kot nekaj, kar je nebodika treba, kar ne sme biti v življenju, ampak trpljenje je sestavni del našega življenja, ne. In velikokrat v življenju nam je težko, pa to ne pomeni, da nismo dostojanstveni ali pa, ne vem, da smo izgubili svoje dostojanstvo zaradi tega. Skozi to se učimo, recimo izguba, ne. Seveda človeku, ki je žalujoči, ne smeš, ne, in niti ne moreš to reči, ampak dejansko potem ljudje pridejo sami do tega, da je smrt najljubše osebe v njihovem življenju pustila biser, če ga vidijo in poberejo in pomaga naprej skozi življenje. Zelo. Spomnim se ene mamice, ki je izgubila 5-letnega sina in bo zelo hudo. Je potem postala tudi naša prostovoljka, to se pogosto dogaja, ljudje prihajajo k nam tudi zaradi osebnih izkušenj. In je potem enkrat, ko je vodila žena sama skupino za žalujoče starše, rekla, se vem, da zdaj težko razumete, ne, ampak vam bom povedala svojo izkušnjo, zdaj vem, da je meni moj sin pomagal, da sem se prebudila v življenje. Ne.
Je to bila njegova naloga. Ne? Ja, tako, točno to. In to je velika modrost, ne? Da lahko ti to sprejmeš, potrebuješ pa svoj čas, da odžaluješ, da vse te zemeljske navezanosti in vse tisto, kar čutiš, ne, lahko res odložiš in potem prideš do tega presežnega spoznanja. Tako, zelo lepo si to rekel. To je bila njegova naloga. Tako si pomagamo drug drugemu v življenju. Tako je narejena ta naša pot, oziroma so narejene te naše poti. Ja, ko sem bral stoike, vem, da imajo zelo zanimivo vajo. Mislim, da celo Marcus Aurelius je veliko razmišljal o smrti, pa o stvareh, ki bi ga lahko doletele z vidika smrti, pa se niso zgodile. In tukaj je najdel neko poravnanost s tem, s prioritetami v življenju. Ne? In se mi zdi, da moderni človek, prej smo omenila, ima pomešane prioritete, zares. Ne? Ja, zmedeni smo. Ne? In še lahko se zgodi dogodek, vidiš za nazaj, da si imel pomešane prioritete. Ne? Danes lahko ostanem, imam neke naloge za opraviti, ki mislim, da so pomembne. Zelo se sekiram, če ne gre po moje, a ne? Ampak instantno bi se lahko nek klic zgodil, ki bi to vse spremenil. Ne? Ja, meni se zdi, da takrat, ne, ko smo začeli govoriti, to je podobno kot on korak na Luno. Velik korak za človeštvo, majhen za človeka, se mi zdi tudi isto z našim govorom, ne, ko smo začeli govoriti, v bistvu smo se začeli oddaljevati od samih sebe, zato ker smo začeli nekako uporabljati govor za manipulacijo, pa tega niti ne vemo. Ne. Ali lahko malo več poveš? Ja, recimo, ne vem, meni se zdi, da je dobro, da, ne vem, dobim dobro oceno, recimo v šoli, in se bom seveda prilagajala in delala stvari, da bom nekako to dosegla. Ne? Mogoče pa zame v tistem trenutku kaj bolj pomembno od tega. Ne? Govorimo, v resnici vedno govorimo tako, da manipuliramo. In sem nas rekla, da bom poskusila pri tebi govoriti res, kar mi bo prišlo na pamet, zelo iskreno, brez sejalnika. Ker v končni fazi vse to so neka moje pogledi, moje izkušnje, ne, do katerih sem prišla, ampak včasih že to težko povemo, že to nas je strah, ne, ker želimo biti všečni. In ker želimo biti všečni, in zakaj želimo biti? Ker želimo biti ljubljeni in sprejeti. In ker ljudje vse v življenju delamo za to. Tudi recimo nekateri 3 doktorate, nekateri delajo neumnosti, kradejo, manj socialno sprejemljive zadeve, a ne? Ampak če dobro pomisliš, zakaj? Da bi te nekdo sprejel, a ne? Kar bi rekel v tvoji resničnosti, v tvoji srčiki, in da bi se počutil objetega in ljubljenega, a ne? Samo različne poti imamo. Močna potreba po pripadnosti, ja. In močen strah pred tem, da si sam. Ja. Ne? Ja. In če te noben ne vidi, je psihološko skoraj tako, da si sam na planetu Zemlja. Ne? In ko sem jaz imel najtežje trenutke, vem, da je moj bil prežet z občutkom, da sem sam, čeprav fizično nisem sam, ampak odtujen, ne? Od drugih. Ne? In tudi na ulici ali pa vidimo, vsi vidimo ljudi, ki trpijo, ni nobenega dvoma, ko pogledaš, ne? In takrat vidiš, da je ta človek odmaknjen od nas. Ne? Prav vidiš in čutiš to. Ne? Ja. In se čuti samega, nesprejetega in verjetno še kakšne akcije pol izhajajo iz tega, ki to še poglabljajo. Ne? Neke odvisnosti ali pa kriminal, ki si omenila. Ne? Ja. Pa nekateri ljudje ne čutijo toliko sebe, da bi vedeli, da je dober včasih nič narobe, tudi če kdaj ne greš v službo pa v šolo. Zdaj govorim grozne stvari, ampak o tem govori tudi Pirtušek o zrcalnih nevronih. Včasih mora človek polenariti, včasih mora priti v stik
za seboj, mora začutiti sebe, mora počakati, da ga duša dohiti. In takrat je zelo naporno, če se moraš gibati med ljudmi, zaradi tega, ker se ne počutiš tako. A ne? Mi si nadenemo maske, ko gremo ven, to je dejstvo. A ne? Nisi tako kot doma pred špeglom, ampak ko hodiš, imaš ves čas neko zavedanje, da si viden, da si opažen, da nisi sam, a ne? Recimo, če bi jaz zdaj šla po cesti tamle spodaj, pa bi začela plesati, bi verjetno ljudje malo čudno gledali, ne? Najbrž še ne bi poklicali rešilca, ampak čudno bi gledali, ne? Ali pa ta primernost vedenja, ne? In to zna biti zelo naporno. Veš, mi smo recimo pri žalovanju prišli do tega, ko si ne dovolimo izražati več svojih čustev glasno. V bolj arhaičnih okoljih pa ljudje vejo, a ne? To je še pri njih zelo primarno. Tako, oni kričijo ali pa plešajo, ko se zgodi nekaj hudega. Se tudi v deželah bivše Jugoslavije so plačevali ženske, ki so jokale naprej, da so lahko jokali potem tudi drugi ljudje. Na pogrebih. Ja, tako. Danes pa velja to za, bi rekla, manj sprejemljivo vedenje, manj kulturno vedenje. Pa če pogledamo angleški dvor, a ne, kdo joka tam na pogrebih, se pa razvije seveda potem druga deformacija, recimo noslanje ali pa trzanje zgornje ustnice, ker telo zahteva svoje, ker to je notri v telesu energija, in mora ven. Ja? In imela sem 2 sodelavki, obe sta zgubili partnerja v delovni nezgodi, pogreb je bil pa v razmaku 14 dni. Ena je opravljala bolj preprosta dela, ena pa malo bolj zahtevna, različni sta si bili po izobrazbi. In ta, ki je opravljala bolj preprosta dela, je na pogrebu jokala, je kar izražala svoje občutja glasno, pristno. Ta, ki je pa bila po hierarhiji malo višje, pa ne. Ne? Ni želela šibka izpadati? Verjetno, ne? Močna, tako je prav, ne? Tako se spodobi in je potem naša takrat predstojnica rekla, da se vidi, ne? Ta izobrazbena struktura in nivo katastrofa. To nam pozablja. Mislim, toliko enih stvari človek v življenju doživi, ki se jih potem dotakne na drugačen način in potem priplavajo te nebuloze ven in ne moreš verjeti, ne, da je nekdo kaj tajega res izjavil. Ja, to, kar si rekla za ogledalo, ne, ali pa ko sem sam, ne, res sem opazil, da je verjetno manjši, kot je odmik, ali pa manjša, kot je razlika med tem, da kakšen sem jaz sam sabo, pa kakšen sem napram okolici, manjša, kot je razlika, večji je mir, znotraj sebe, ampak rabiš pogum za to, ne? Res je. Kako ta pogum? Veš, kaj jaz mislim, rabiš zelo veliko varnega prostora. Tako kot si ti lahko ta varen prostor ustvariš tukaj, čeprav je to tvoje delo, si ga lahko potem ustvariš tudi v nekem širšem krogu ljudi, kjer se počutiš dobro, varno, kjer si lahko ti, a ne, v vseh pogledih in potem nekako ustvarjaš neko skupnost, ki je zdrava in več kot je tega, lažje potem prehajaš tudi v neke druge skupnosti ali pa okolja, ki so mogoče še malo bolj nepredvidljiva ali pa drugačna, ali pa ima druge vrednote. Manj sprejemajo to, da si popolnoma pristan. Ja, ker nekatere ljudi to ogroža, a ne? Zato, ker tvoja resnica lahko ogrozi tisto, kar sem jaz gradil vse življenje, da sem preživel, a ne, ta zid okoli sebe, ker to delamo. Kot otroci smo ranljivi in potem, ko odraščamo, se z izkušnjami, a ne, začnemo nekako zazidavati, a ne, zazidujemo se. In seveda je varno tam, vidiš pa nič, a ne, in časih postane zadošljivo. In je potem treba iti na drugo stran. Jaz pravim, da je to tako, kot da moraš
zbiti opeko iz tega zida, a ne, in stopiti na drugo stran, a veš, tako opeko po opeko, a ne, pa malo šlataš, kaj na drugi strani, a je zdaj tam travnik, pa rožica ali je minsko polje, ne veš, ne, in tudi strah je enak, kadar greš preko teh svojih strahov, je smrtni strah in ja, ko enkrat si to dovoliš, a ne, ko zbrcaš dovolj kamenja in ko stopiš tja, vidiš, da je to travnik in absolutna svoboda, pa tudi odgovornost, ki se pa ne bojiš več. Nosiš odgovornost, ja, to je zelo pomembno, tudi ko kršiš pravila, absolutno, to je res zelo pomembno. Ampak ta svoboda, ki prinaša tudi večjo odgovornost, na nek način vključuje to zavedanje odgovornosti in ta odgovornost ni več zastrašujoča, ampak je sama po sebi umevna. Ne? In jaz pravim, da v Slovenskem društvu Hospice res trudimo živeti to, ker če ne bi bilo to vse skupaj samo en fejk, ni res. Če bi zdaj tukaj le sadila rožice, kako smo pa mi fajn, pa kako smo sočutni, pa ne bi tega bili sposobni sebi dati in sodelavcem, ker smo imeli v preteklosti izzive, ne. Imeti 30 zaposlenih, to je skoraj kot ena firma, ne, kjer morajo vladati neka določena pravila. Zaposleni morajo imeti svoje pravice in svoje obveznosti. Potem imamo pa na drugi strani prostovoljce, kjer morajo tudi vladati pravila, ampak hkrati to zavedanje, da so to prostovoljci, se pravi kar kompleksna zadeva in da lahko ustvariš eno skupnost, eno tako skupnost, kjer je res veliko tega zaupanja in prostora za vse zgodbe, ki se nam dogajajo v življenju. To je nekaj res čudovitega, a veš, da lahko prideš in rečeš, joj, ne, tole se mi je zgodilo in je ta prostor in veš, da to ne bo šlo nikamor in da vemo, zakaj imaš ti recimo nekaj časa, žute minute in da pustimo pri miru ali pa nekdo vskoči. To se mi zdi super. Tudi konflikti, ko pridejo, da znamo z njimi. Da se jih res ne bojimo. In zelo zanimivo je, ko gledam kdaj, se veš, ko ti vrže ven, ne, potem imaš pa recimo reklame za predavanja, ne, kako ustvariti zdravo skupnost, recimo pa dobro delovno okolje in to. Saj to je vse okej, ne, kar slišiš, ampak udejanjiti, to pa je proces, ki pa zahteva ne samo neko naučenost, ker sem se jaz, recimo tamle me nekaj navdušilo in zdaj pridem kot šefica in rečem, ne, zdaj bomo pa to, pa je vse fajn. Ne, to je proces, to je garanje, to je res to brezpogojno zaupanje, a ne, in ta resnica in ta je zelo osvobojujoča. Veš, jaz recimo delujem bi rekla, lahko različnih vlogah, a ne, sem izvajalka, ker vem, da če želim voditi društvo, moram biti v stiku z našimi uporabniki. Tako da moram in želim in se mi zdi, da to je tako, ne, kot če ne sem jaz tam in ne vem, kaj se dogaja spodaj. A veš, mislim, nimam stika, ne, s koreninami. Tako da ampak sem več vlogah, se pravi, sem izvajalka, ne, recimo, ne vem, delam z žalujočimi, grem tudi na spremljanje, potem sem v vlogi tudi izvajalcev določenih delavnic, včasih tudi za zaposlene, ki niso lahke, so različne, v nekaterih imam tudi zelo neprijetno vlogo, a ne, ampak da mi lahko ljudje zaupajo in se prepustijo in zavedajo, da je še vedno varno, a ne. In pa potem seveda, ko smo na taborih za žalujoče otroke ali pa recimo na nekih intenzivih na Možnici, kjer smo čisto sami, a ne, 4 dni in garamo. Žiga Čamernik, on je igralec, ne vem, če ga poznaš, zdajle igral v eni seriji. Drugače tako zanimiv je pa vodja že kar nekaj let prostovoljcev v Sloveniji, v Ljubljani na odboru in je
rekel eni naši delavnici na možnici, rekel, da tako asociira kot varuhi prehoda, ne. In sem rekel, bomo mogli nekaj na to temo narediti, ali kak film posnet o našem življenju, o tem, kaj se vse odvija, veš, pa ne samo v odnosu do bolnikov, kaj to pomeni za nas, ki smo v stiku s tem, kakšna so naša življenja, kako nas vse to v resnici oblikuje. Se spomnim mene mlade socialne delavke, ki je prišla in se zaposlila pri nas in se potem prvič srečala na obisku pri bolniku s smrtjo bolnika, ko je potem pripovedovala, ko se je vrnila s terena, je rekla, da se je zjutraj skregala s svojim tipom in sta ponavadi imela potem tiste tihe dneve, ne, kar nekaj dni. Je rekla, so se nekaj spičila in potem sem to doživela in rekla, ko sem prišla domov, mislim, itak je pričakoval on čist nekaj drugega, ne, po ustaljenem, ne, po ustaljeni praksi. Je rekla, sem imela tako potrebo, da ga objamem, sem ga objela in sem rekla, joj, tako sem vesela, da si, ne, in je bil cel zmedena, ne. To je to, taka izkušnja, veš, te prestavi v tisto prioriteto, ko si prej rekel, ne, te prioritete se skozi izkušnje potem prepoznavajo. In ponavadi jih res prepoznamo čisto na koncu, ker po čem se boš ti spominjal sebe in svojega dela? Po tem, kar si dobrega naredil za ljudi, po vseh teh lepih dogodkih, trenutkih, občutih, ki si jih doživel in ki so jih doživeli ljudje ob tem, manj o tem, koliko si zaslužil, kak je posel šel, vse to je fajn občutek, ampak v resnici ni v prvem planu. V resnici ni, a ne. Potem, ko boš gledal nazaj, boš rekel, to je bilo to, ta dela, ne. Wow, fajn. Ampak ja, da si prišel do sema, ne, te je tudi nekaj pripeljalo. In verjetno veliko takih trenutkov, ko ni bilo najlepše, ne? Ko ni bilo najlažje, ja. Ja. Ja, absolutno se strinjam. A imaš kakšno zgodbo v mislih, ki te je najbolj dotaknila z vidika, kako je nekdo se poslavljal, ali pa pol proces žalovanja svojca? Lahko je katerokoli smer, ampak tako, da imaš prav v spominu. Ja, veliko je teh zgodb, ampak mogoče mi je zelo ostala zgodba dveh starejših, Karli mi je povedal za njiju iz vzhodnega dela Slovenije. Sta prišla tudi v neko naše snemanje za duhovni utrip, ker smo imeli pač ta vsebino, ne, vsebina je bila na temo, kako pomembna je poslovitev, ne, ali pa stik tudi s truplom, z mrtvim telesom človeka, ker danes se ljudje za to ne odločajo. Samo 70% se jih še v bolnišnici odloči, tudi če jim osebje pove in jih povabi, da se pridejo posloviti od človeka, ki je umrl v bolnici. Ona dva sta izgubila oba sinova. Oba sta bila športnika, eden je umrl na dirkah motorističnih v tujini in sta vse podpisala, da niso krivi in ne vem kaj vse, samo da sta dobila, sina domov, ampak se nista mogla posloviti, na tak način, kot sta se lahko od drugega. On je bil pa snemalec, snemal je pač te skoke s padalom in je v bistvu cel ta skok in padec njegov posnet in z velike višine je padel, ampak sta ga vzela domov in sta ga uredila, tako kot so to včasih delali, umila, oblekla in sta rekla, da sta bila takrat najbolj v življenju, pa sta živela pol stoletja skupaj, najbolj povezana, bolj kot kadarkoli v življenju, v tistem trenutku, v tistem času in tudi s svojim mrtvim sinom. Da je to nekaj presežnega, Jaz bi rekla temu, ko
res ta kairos vstopi v Kronos, ne? V ta čas, ki ga živimo, vstopi nekaj presežnega. In to, recimo, se je zgodilo in o tem veliko ljudi priča. Če smo jih pripravljeni poslušati in če jih potem povprašamo, bodo to ljudje znali povedati, kako presežen je ta čas lahko. Seveda je tudi težko, ampak te momenti so tako resnični, prostor se in časa, ne, in zaznava se spremenita, a ni to zanimivo? Stopimo v nekaj drugega. In te priložnosti imamo, če si jih dovolimo, smo pa zelo prestrašeni, ne. Večkrat rečemo, joj ne, boljše se ne posloviti, ga bom ohranil v spominu, ampak ljudem manjka potem to. Praviloma jim vedno manjka. Nisem še slišala nikogar, ki bi rekel, da mu ni žal, da se ni šel posloviti ali pa ni imel možnosti. Ne, za ljudmi, s katerimi govorim, ne vem za ostale, ko jih vprašam, tudi recimo mamice, ki se niso poslovile od svojega otroka, manjka obrazek, manjka nekaj, a ne. Zato smo mi v času covida, hospic se vedno odziva na potrebe okolja v nekem danem trenutku, a ne. Ko je bil covid, smo se odzvali na to, da je treba nekaj narediti, da imajo ljudje, ki umirajo, pravico do poslovitve, in smo naredili kampanjo Pravica do poslovitve. In tam smo potem tudi kar nekaj stvari posneli in se poglobili v to in ugotovili, da v slovarju slovenskega knjižnega jezika nimamo besede poslovitev, imamo samo slovo, kar pa ni isto. Poslovitev je časa, ne, neposredno po smrti, recimo tam, ne, do nekaj ur, ko se posloviš od trupla mrtvega človeka, ne, od svojca, medtem ko je slovo obred, pogrebni, ki pa se tudi krajša, a ne. V teh mestnih mrliških vežicah so ljudje zelo kratek čas. Včasih so pa molili, se družili, gledali albume, se spominjali življenja človeka, se pohecali, vse to je bilo nekako normalno in ta obrednost je izjemno pomembna za proces žalovanja, zato da nam je lažje pri duši, ker potem se dostikrat zgodi, da po pol leta ali pa po letu dni pridejo ljudje čisto izgubljeni, ne vejo, kaj se jim dogaja, v bistvu so pa začeli žalovati šele, ne, ker ni več teh obredov, veš. Tako da ja, obredi so pomembni, dajejo skupnosti moč, dajo nam občutek, da nismo sami. Ja, takrat so lahko ljudje bili v resnici v sebi veliko bolj sami in pomirjeni, ker so imeli zdravo skupnost za seboj. Danes je pa obratno, danes pa smo zelo vznemirjeni, pa težimo k nekemu druženju, ki pa ne pomeni več tega zdravega, varnega okolja. Zato, ker se vrednote se spreminjajo, a ne. Včasih so se ljudje dogovorili, se dobimo za vogalom, a ne, ali pa na onem hribu, danes se pa 10-krat pokličemo prej po mobitelu, a to drži, a ne. Pa spreminjamo in to ni prav. Tole sem želela pokazati, če lahko. Seveda. Mi smo letos imeli 30. obletnico našega delovanja in tale naša Carmen L. Oven, pisateljica, to je zdaj ni njen prvenec, je zbrala 30 lepih zgodb, 30 lepih zgodb, to kdaj živim, naslov, vidiš? In sicer z namenom, si lahko malo pogledaš, ljudem približati te hospic kafeje. Iz naših hospic kafejev so zgodbe znanih Slovencev, na kak način, ne, so se oni soočali bodisi z boleznijo, z izgubo, z žalovanjem, veliko zgodb o moči, pogumu, od Karla Gržana, Mance Košir, Zvezdana Pertuška, mnogih znanih Slovencev. Jaz pravim, da je to eno tako malo sveto pismo, ko ne moreš prebrati na dih, ampak prebereš, a ne, tako zelo lepo. Počasi, ja. Za 30 let. To je v bistvu naša prva knjiga in verjamem, da bo še kakšna knjiga takih zgodb. Smo pa v društvu,
ker iščemo načine, kako recimo v enem velikem delu smo odvisni od donacij, a ne. In več kot imamo programov, več kot imamo uporabnikov, večji je ta del, a ne, ta luknja, a ne, ki se država ne pokriva. In želimo nekako priti do enega bolj stabilnega financiranja in iščemo načine, in tako smo začeli pred leti z projektom Drevo za življenje, ki je pa pravzaprav izhaja iz naše igrice Jesen listka timija, ki jo delamo v vrtcih. Otroci nimajo nobene težave govoriti o smrti, oni dvignejo roko, povejo, meni je umrl dedek, meni je umrl kuža. Odrasli imamo težave. No, in to je ena taka čudovita zgodbica o listku timiju, ki ima svojega starejšega prijatelja, starejšega listka, in potem ta listek seveda spreminja barve in potem postane že vijoličen, in ga Timi vpraša in reče: zakaj si pa ti zdaj tako vijoličen? Pa pravi on: zato, ker bom odpadel. Pravi: kako odpadel? Pravi: ja, umrl bom. Pa ga Timi vpraša: a smrt boli, a ne, kako pa je, ko umreš? Pa pravi ta starejši listek, pravi: ne vem, a ne, tega nihče ne ve, a ne, vem pa, da bom odplesal in da ko bom legel na zemljo, bo drevo črpalo moč za nove listke in bodo takšni, kot si ti, Timi, in takšen, kot sem bil jaz nekoč. In ker je vse v naravi tako ciklično, ne, in se prebuja narava in potem cveti in so plodovi in potem spet počiva, ne, kot bi mogel človek, mimogrede. Tako smo rekli, da bo tudi ljudem v uteho, če bodo imeli priložnost poskrbeti za to, da bodo lahko posadili drevo za svojega človeka mrtvega in potem živel, a ne, naprej. Hkrati pa s tem podprejo programe. In smo začeli po poplavi v Mozirskem gaju, kar je bilo čudovito, a ne, ker smo naredili eno zelo lepo delo, pomagali smo na novo, a ne, posaditi Mozirski gaj, hkrati pa dali priložnost ljudem, da so donirali, podprli naše programe in hkrati poskrbeli za naravo. In to delamo zdaj še kar naprej in bi želeli imeti še več prostora za zasaditve. Zdajle imamo v Arboretumu, a ne, želeli bi vse drevorede zasaditi s temi drevesi, ker s tem sporočamo, da življenje se v resnici ne neha, ne, kot ne. Ljubezen, ki je sestavni del. Manca Košir je vedno rekla, to sem si zelo zapomnila, rekla, da je vedno, kadar je imela veliko prioritet, a ne, se pol niso več prioritete, se je vprašala, kaj bi bilo bolje, ne. In si je vedno odgovorila tisto, kar služi ljubezni, ne, kaj bi rekla ljubezen. In čeprav so bile te odločitve včasih čudne, je rekla, da se je vedno izkazalo za prav. In jaz se tudi skušam tega držati. Višje dobro, čeprav se včasih na prvo žogo ne vidi vedno tako, ampak ja, v višje dobro delati tudi se to držo, da verjameš v to, a ne. In pa seveda v imenu ljubezni, ki je kar zelo zlorabljena beseda, tako kot sočutje, a ne, in podobno, ampak recimo, da midva to živiva. Jaz mislim, da ni mogoče tega ne živeti in ta zgodba, ki ste povedali o temu listu, ne, on se je podaril naslednjim listkom. Ja. Ampak ne po svoji zaslugi, to je bilo neizogibno, ne? In jaz mislim, da je ljubezen neizogibna. In vem, da sem enkrat, to je čisto taka znanstven vidik, ne? Preden je naša zemlja sploh imela kisik, ne? Je v bistvu preplavila ena bakterija to našo zemljo, mislim, da se jim rekli cianobakterije, in to so bili ene prvih organizmov, ki so fotosintezo začeli imeli ta proces. In v bistvu s tem procesom, samo zato, ker so obstajale, posledica njihovega obstoja je bil
ta oksidacijski dogodek zemlje in midva zdajle dihava nek kisik, ki ga ne bi bilo, če ne bi te bakterije obstajale in one se niso zavedale, kaj počnejo. Ne? Ja. In jaz mislim, da se midva tudi ne zavedava glavnih stvari, ki jih počneva. Ne? Ja, in del kako velikega, božanskega procesa sva. To se mi zdi, da je ljubezen. Ja. Jaz bi se ti res rad zahvalil ne zato, ker si sem prišla, ampak ker počneš to, kar počneš. Hvala tudi tebi, Klemen, tudi ti počneš lepe stvari. Hvala. Ja. Bodi dobro in se srečava še kdaj. Tudi. Čau, čau. Čau.